Jaz sem zelo vesela, da je prišlo do današnjega obiska. Ni se še zgodilo, da bi si Dramo prišla ogledati predsednik vlade in ministrica za kulturo hkrati. Mislim, da je nujno, da sta si ogledala stanje, v katerem naša stavba je. Prepričana sem, da sta takega mnenja kot vsi, ki so si do zdaj že tudi ogledali situacijo v Drami, namreč, da je stavba komaj še primerna za ustvarjanje, da je pravzaprav na enih točkah nevarna, da je neprimerna za tako gledališče, kot bi osrednje slovensko gledališče moralo biti. Želim si, da bi bile sprejete odločitve, ki bi bile dolgoročne in ki bi predvidevale celovito rešitev problema, da bi bil rezultat današnjega obiska ta, da bi lahko čez nekaj let vsi skupaj se veselili uspešnega gledališča v stavbi, ki je dostojna in primerna za osrednje slovensko gledališče. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa ravnateljici za ta sprejem in tudi predstavitev. V politiki dostikrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda. Ko pa se človek pogleda potem enega od simbolov te kulture, da pa malček zmrazi, ko ugotovi, da politiki včasih dosti govorijo, pa tega resnici ne mislijo. No, mi bomo naredili razliko. Mi bomo ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na tak nivo, kot si zasluži. Ne samo, kot si zasluži Drama, ampak kot si zasluži tudi slovenski narod. Da bomo končno imeli simbole, na katere bomo ponosni, ne pa simbole, ki si jih bomo hodili ogledovati, koliko so nevarni in neprimerni. In objekt je žal res neprimeren in jaz se lahko samo čudim, kako to, da je se znašel v takem stanju in da ga nihče do zdaj ni zares zagrabil. Tisto, kar je pomembno, je, naša vlada je v tem trenutku tik pred sprejemom rebalansa za leto 2022 in 2023 in projekt Drame, ki ne gre za projekt enega ministrstva, ampak za projekt celotne vlade, razvojni projekt celotne vlade, bomo uvrstili v vse ustrezne dokumente, zato da lahko z investicijo začnemo takoj. Ne samo investicijo v konkreten objekt Drame, ampak tudi investicijo v ostala dva spremljevalna objekta, ki v resnici štartata celo prej, zato da bo celotna investicija peljana racionalno in v čim hitrejših možnih rokih. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo sem hvaležna direktorici za današnje vodstvo, predstavitev projekta. Mi smo se že dobili tudi predhodno na Ministrstvu za kulturo, kjer smo razmišljali in se pogovarjali o rešitvah. Žal do sedaj je bilo tako, da prejšnje vlade niso nikoli zagotovile denarja za konkretne obnove te hiše, ki je vendarle ena naših najpomembnejših kulturnih institucij, in tudi prejšnja vlada kljub vsem obljubam ni pustila v proračunu za leto 2022 in 2023 s tem namenom nobenega denarja. Zato sem zelo vesela, da je tudi predsednik vlade in naša vlada razume pomen kulture, pomen naših osrednjih kulturnih ustanov in da to ne bo ostalo samo pri besedah, ampak bomo že takoj z naslednjim mesecem začeli tudi z konkretnimi dejanji, da bo Drama obnovljena v najkrajšem možnem času. Igralci in igralke, uslužbenci in uslužbenke te institucije dobili primerne prostore, seveda prebivalci in prebivalke Slovenije pa kulturno ustanovo na nivoju, tudi infrastrukturno, na nivoju vseh evropskih institucij, kajti vsebina je že tukaj, mi politiki pa jim moramo dati tudi infrastrukturno možnost, da lahko svoje znanje in ustvarjalnost seveda udejanjajo še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem trem. Zdaj pa prosim vprašanje. Zanima, v kakšnem obsegu je ta prenova stekla, ali govorimo zdaj o projektu Heroja Belperovića, se pravi finančni gabariti tam do 45 milijonov evrov, ali o tisti prepolovljeni vsoti, kateri se odločili prejšnji.
Ne, govora je bilo in predstavila sem danes obema gostoma projekt Bevk Perović, ki je bil tudi izbran na natečaju, tako da ni bilo govora o drugih projektih. Kar se financ tiče, je pa tako, da se zdaj bo prenovil DIP in potem bo točno jasno, kakšne finance so potrebne. Ali se v ta projekt, če tega pri nas vključim, ali se v ta projekt zdaj ponovno umešča nemška hiša ali je z nemško hišo zgodba končana? Kot sem rekla, govorimo o osnovnem projektu Bevk Perović, tisti, ki je bil takrat, tako, ja, tisti, ki je zmagal na natečaju, se ta je tudi edini, ki pač je trenutno legitimen in bil izbran. Če smo tudi na Ministrstvu za kulturo ni načrtov za preponovljene bilo. To je bilo zgolj neka gesta, beseda, ki je bila javno izrečena, verjetno z namenom za to, da bi se obnova Drame ne pričela, o čemer smo govorili mi danes. Kar je bilo predstavljeno in kar je edini veljavni načrt, je seveda načrt biroja Bevk Perović, ki je bil izbran leta 2017 na natečaju, potem 2019 končan in po tistem pa žal politika ni zmogla ničesar več in se je projekt ustavil. In na tej točki zdaj mi nadaljujemo in naša vlada bo seveda vzela ta projekt in tukaj nadaljevala. Torej, katere so te aktivnosti, s katerimi že prihodnji mesec ste dejali, da boste že prihodnji mesec Predsednik, boste vi? časovnice na to Ne, sej. V tem trenutku je stvar še zelo enostavna. Če hočejo sprožiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, potrebujejo uvrstitev v nacionalni program razvojnih projektov. In to je to. To je ob rebalansu za leto 2022 in 2023, to bo zdaj na seji vlade do konca meseca avgusta. V tem rebalansu bomo to uvrstili. Ta projekt med drugim, ne samo ta projekt, ampak med drugim tudi projekt Drame uvrstili v nacionalni program razvojnih projektov. Kaj pa vmes, da je stavba nevarna? Kaj se da v vmesnem času, recimo, narediti? Jaz mislim, če želite vi, izvolite. Ne, ja, so določeni ukrepi, ki jih lahko naredimo in tega se bomo tudi zdaj nemudoma lotili. Pač da se prestaviti določene stvari, tako da niso nekatere etaže tako obremenjene, kot trenutno so, tako da na tem bomo zdaj takoj začeli delati. Mogoče samo treba dodati, da če bomo, tako kot smo se danes dogovorili, postopati, ni vmesnega časa. Pač je samo čas, v katerem projekt teče in stvari grejo dalje. Se pravi, če bomo tako naredili, kot smo se danes dogovorili, ne bo nobenih zamud tukaj več in tega vmesnega časa, se pravi, da bi se nekaj sanirali postopoma, ne bo potrebno tukaj, razen kar je seveda gospa direktorica povedala. Prvotno časovnici je bilo predvideno, da naj bi se sezona končala z julijem 2022, začetek gradnje pa naj bi potekal 2022. Kakšne zdaj konkretne časovnice tega, kaj se bo začelo in kako se da s programom tudi čas? Kar povejte, tako je, po projektu. Ja, gledajte, trenutno časovnica je seveda narejena, vse je odvisno od tega, kdaj se začne odštevati tisto, ne? Mislim, tako da, ko bo sprejeta odločitev, potem od takrat naprej je nekako izračunano, da bi potrebovali 4 do 5 let. 115. obletnica. Ja, zdaj sem jih bom zavedel, najbolj vprašamo takole. Glede na današnji pogovor, katero predstavo iz vašega repertoarja bi priporočili, da se dovolite? Ali to vse je okej? Ali ima vaški ples ali morda veliki diktator? Mala drama. Jaz bi priporočila vse predstave, zato ker podpiram to, da se gleda vse predstave. In vsake se da kaj potegniti. Pa bolj resno, razlog, da govorimo danes z vami, ne s gospodom Samogorjem, je uradno prav to, da z ministrstvom nekako v prejšnji sestavi niste več imeli prav nobenih kontaktov. Kaj točno se dogajalo, je bilo to in se je to spremenilo, zdaj je pričakujemo drugačen del? Glede, tega v bistvu njegovega razloga ne morem komentirati, no, to je res njegova stvar, ampak dejstvo je, da pač takoj, ko sem prišla, smo se začeli pogovarjati z ministrstvom, no, ker je pač ta dialog treba nekako vzdrževati in mi smo pač skozi v Drami imeli dialog z ministrstvom, no. Odločitve so bile pač drugačne in zdaj upamo, da bodo pač odločitve sprejete dolgoročno
Zato ker to je seveda projekt, ki se ga ne da peljati iz enega leta v drugo in pravzaprav zagotavljati sredstva iz enega leta v drugo, ampak ga je treba zasnovati tako, da je dejansko dolgoročen in celovit.